Dragi prijatelji, poslušalci, gledalci televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Spet smo skupaj. Če pogledamo nazaj, bomo videli, da smo uperili v zadnjih premišljevanjih predvsem pogled v vase. Prisluhnili, kako, na kaj nas Bog nagovarja. Pa še naprej, kako se mu odzivamo. Videli smo, katere ovire se nam postavljajo na poti, da bi se nekako čim bolj približali temu, kar Bog od nas želi. Sprejeli njegovo voljo in izpolnjevali. Ker nas motijo grehi, pretiravanja, pa razni zadržki, pa razna, torej, ne spomnim se pravega izraza, ko gremo predaleč. Govorili smo o razločevanju, kako razločiti, kdaj nas nagovarja Bog, kdaj pa hudi duh, ker se ta dostikrat pretvarja v otroka luči, v angela luči. Zdaj bomo pa šli nekoliko v drugo smer z našo ladjo, odrinjena globoko. Ne bo več toliko premišljevanja ali meditacije, ampak zrenja ali opazovanja. Opazovali bomo Jezusa, našega odrešenika, in se ob njem učili, kakšni naj bomo šli za njim, kot nas bo on vodil k Bogu. Torej, pred nami so premišljevanja o Kristusu, o Jezusu, Bogu človeku. On je izpolnjeval Božji načrt do skrajnosti in nas uči, naj tudi mi spoznamo in izpolnimo načrt, ki ga ima Bog z nami, z vsakim izmed nas. Torej, to je razlika. Premišljujem o neki resnici, opazujem pa nekega človeka ali njegov dogodek. Morda sem že omenil, ali pa danes prvič, o neki legendi. Ko je Bog ustvarjal svet, so ga gledali 4 angeli. Prvi ga je vprašal, kako pa to narediš? Ta je bil učenjak. Drugi je hotel vedeti, zakaj to narediš? Ta je bil filozof. Tretji je se ponudil, čuj, če želiš, ti pomagam. Ta je bil socialno usmerjen. Naslednji je pa vprašal, koliko pa to stane? Ta je bil trgovec, kšeftar. Bil je pa zraven še en 5., ki ni nič rekel. Kaj pa? Občudoval je Boga. Občudoval. Mi bi rekli, prepustil se je kontemplaciji. Zrl je Boga in v tem užival, kako velik je Bog. In kaj je videl? Videl je trojedinega Boga, ki tako po človeško gledano sedi na nebeških prestolih, Sveta Trojica, in gleda na zemljo. Kaj vidi na zemlji? Na zemlji vidi ljudi in občuduje, kaj so velikega ljudje dosegli na zemlji skozi stoletja. Na področju znanosti, tehnike, umetnosti in tako dalje. Ampak vidi tudi nekaj drugega. Vidi, kako so ljudje zabredli, ponekod v globoko močvirje, kako še bredejo, koliko laži, nasilja, vojskovanja, prelivanja krvi, pokvarjenosti, grabežljivosti in pohlepa in tako dalje. Vse to gledajo Božje oči.
In še kaj vidijo? Ni izhoda. Ni izhoda. Kako se bo to rešilo? Morda nam pride na misel vprašanje, če je Bog vedel in vedel, kako bo človekom, če naredi ta prva dva človeka greh, zakaj ni storil, da nista imela otrok? Če ne bi imela otrok, ne bi bilo človeškega rodu, ne bi bilo človeškega trpljenja, ne bi bilo človeške grešnosti in pokvarjenosti. Pa kljub temu je Bog to hotel. Dopušča, da ste imeli otroke in da smo mi njihovi, kdo ve, kateri po generacijah, vnuki in pravnuki in tako naprej. Adamov rod. Ampak to vprašanje ne moremo, ker odgovora ni. Ampak je dejstvo, tu smo, svet je takšen. Svet je tu in svet je takšen. In tako se tri Božje osebe posvetujejo. Tako pustiti tega sveta ne moremo. Nekaj treba narediti. Kaj narediti? Posvetujejo se, razmišljajo tako po človeško vzeto. Druga Božja oseba, Bog Sin, pravi, jaz grem na zemljo, postal bom človek in bom ljudem pomagal. Bom eden izmed njih, bom vzel nase vse njihove hudobije in jih opravil svojo krvjo in jih tako odrešil. In lahko rečemo, da je rekel Bog Oče, ja, sin, imaš prav, dam ti prav, pojdi. Duh je rekel, grem s teboj in bom tvoje delo dopolnjeval. In tako se je Bog Sin oziroma odločil, da postane človek. Kako? Tako, da postane človek, kot smo vsi ljudje rojeni. Rojen iz žene, če ni rojen iz žene, ni človek. In tako je bila žena izbrana in tudi vprašana. Tu je osnova našega češčenja Marije. Bog je hotel imeti za sodelavko pri odrešenju. Kako sodelavko? Da je omogočila Bogu Sinu, da je postal človek. Tako se lahko spet po človeško predstavljamo, kako Bog pokliče angela Gabriela. Čuj, Gabriel, v tebe imam veliko zaupanje. Veš, kam te pošljem? Na zemljo, najdi kraj Nazaret, tisti hiši boš našel ženo, Marijo, vprašaj je, če je pripravljena postati mati odrešenikova, mati obljubljenega Mesija. Angel Gabriel se je čutil počaščenega, ponosno je odplaval dol na zemljo, najde Nazaret, najde Marijo, devico, ji sporoči Božje naročilo, čaka, kaj bo odgovorila. Odgovorila je ja in angel se vrača nazaj v nebesa. Spet po človeško, ker to je zrenje, gledamo, kaj se dogaja. V nebesih čakajo, bo prišel Gabriel nazaj. Ja, že prihaja. Kdo ve, ali je uspelo ali ni. Vidijo, da je dobre volje, da je vesel, nasmejan. No, Gabriel, kako je bilo? Odlično. Sprejeto. O, kakšno veselje je zavladalo v nebesih. Kaj je rekla Marija angelu, ko je vprašal, če sprejme to materinstvo? Rekla je, zgodi se. Ali naj se zgodi. To je največ, kar je mogla reči. Kaj pa naj še več reče? Če Bog ponuja, sprejmem. Če je to v Božjih načrtih, bom izvršila Božji načrt po svojih močeh. In tako je Jezus
že v svoji materi doživlja prve trenutka, odkar je človek. Ker je tudi Bog se tega zaveda, lahko mu položimo v usta, kar je napisal pisec knjige Hebrejcem. Rekel je: glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo, Gospod. Mi to izražamo v obrazcu vere, ko pri maši molimo: učlovečil se je po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek zaradi nas ljudi, zaradi našega odrešenja oziroma zaradi našega zveličanja. Marija ima pod srcem Jezusa, gre z njim k Elizabeti. Tam sta obe ženi zapeli od veselja, obe materi po božjih načrtih. In tako pridemo do naslednjih zaključkov. Najprej, Bog načrtuje velike reči v dobro človeka. Ta načrt ne samo načrtuje, izvaja. Kako pa izvaja? V tišini, brez hrupa in še v spoštljivem sodelovanju s človekom. Bog je velik tudi v tem, da zna biti blizu nekoga, ki je majhen, to je človek. In zdaj se ustavimo ob rojstvu. Na dogodke, povezane z Jezusovim rojstvom, je možno gledati pravilno samo v duhu vere. Brez duha vere jih je težko razumeti. Nedoumljivi so tudi v duhu vere. Zato bolj reči, da so brez duha vere človeškemu umu tudi nesprejemljivi. Zato tudi je toliko ljudi, ki tega ne sprejme. V deželo, ki je kaže Bog, je mogoče priti le z vstopnico, prepustnico, potnim listom vere. Vera nam odpira to skrivnost. Jezusovo rojstvo bo sprožilo mogočen plaz, kot ga ni in ne bo nobeno rojstvo v zgodovini človeštva. Kaj vse se bo s tem novorojenim zgodilo za časa njegovega življenja? Kaj vse pozneje, skozi stoletja in skozi tisočletja? Spet moramo reči, zaradi nas ljudi, zaradi našega zveličanja. Jožef in Marija v Nazaretu slišita zveta, da se morata iti prijaviti, registrirati in poslušata, kako ljudi komentirajo, večinoma negativno. Tudi njima ni vseeno, ali ne godrnjata. Če Božja volja, bo pa šla. Bo že Bog pomagal, da bo prav. In sta šla. In takrat je Jezus prvikrat potoval po svoji deželi, pod Marijinim materinim srcem. Kolikokrat pozneje bo čez 10 let, čez 30 letja, vso svojo deželo prekrižaril počez in po dolgem s svojimi učenci, spremljevalci. Prišla sta v Nazaret, v Betlehem. Iz Nazareta sta šla. Evangelist pravi, da v mestu zanju ni bilo prostora. To lahko vzamemo prav tako, kot je. Betlehem je bilo majhno mesto, če je bilo tam veliko ljudi, je težko najti prostor, ker ni bil neki turistični kraj. Danes je, danes je Nazaret, Betlehem eden izmed najbolj obiskanih krajev. Takrat pa ni bil. Slišimo razlago tudi, da
ni bilo prostora v srcih Betlehemčanov, ker so videli ta dva siromašna človeka, žena še noseča, same sitnosti bomo imeli z njimi, bili so sebični, radi bi zaslužili, če ne bo zaslužka, nimamo sobe. Lahko pa razlagamo tudi bolj dobrohotno. Prostora bi še bilo, ampak Marija ni hotela biti na očeh radovednih ljudi. Rajši se skrije v neki odročen kraj, da ne bodo na njej pasli radovedne oči, kdo ve kakšni pogledi. Jože, pojdimo nekam, ker bova sama. Tudi če je prostora. Rajši sva sama in tako je tudi bilo, kot vemo. Bog je realist, gleda življenje, kakšno je. In vidi, da je človeštvo hlev. Kaj naredi? Sam gre v ta hlev. Je idealist, ker hoče iz hleva napraviti lepše bivališče. Tu se hoče dotakniti sveta, da ga polepša, da ga očisti. Sveta ne pride soditi, ampak ga pride rešiti. Pomagati človeštvu, da bo čim manj hlev, pa čim bolj vreden človeštva, Božjih otrok. Ko sta prišla tam, so se ji dopolnili dnevi, rodila je sina prvorojenca, ga položila v jasli. Ta dogodek bo mejnik. To rojstvo bo mejnik. Pred njim, kaj se je rodilo ali zgodilo, in po njem, kaj se bo porodilo. Čeprav ljudje govorijo, našega štetja, v redu, vaše štetje, naj vam bo. Ampak to štetje po Jezusu, tega ne morete tajiti. Po našem štetju, po Kristusovem rojstvu. Zdaj pa se lahko vprašamo, kakšen pečat je pa to rojstvo vtisnilo v moje srce. Namreč, Jezus se je rodil v hlevu, tudi radi mene in radi mojega zveličanja. Tu pa moram biti Jezusu hvaležen, ko ga opazujem, kako se rodi in leži v hlevcu med volom in osnom, kot pravijo. Zaradi mene, zaradi mojega zveličanja. Jezus, hvala ti, da na mene misliš, ko jaz na tebe ne mislim ali premalo mislim. 40 dni po rojstvu je Marija nesla svojega otroka v tempelj, da ga daruje Bogu, simbolično. Zakaj ga daruje? Zato, ker ga je prejela. Noče zadržati zase, ampak vrača tistemu, ki ga je zaupal. Na to bi naj mislile mnoge ženske, ki govorijo in se borijo za tako zvano enakopravnost. V zmoti so, če mislijo, da je enakopravnost v tem, da živijo samo zase. Ženam je Bog veliko dal in srečna je samo takrat, ko tudi sama veliko daje in daruje. Tu uresniči svojo osebnost, svojo ženskost. Ko je Jezus bil star 12 let, vemo, da je šel skupaj z starši v Jeruzalem in se je izgubil. Izgubil se je zakaj? Namerno, kdo ve, ni napisano. In Jožef in Marija sta ga z žalostjo iskala. In ko sta ga našla, mu je Marija rekla, z žalostjo sva te iskala. Končno se je pa le odahnila. Sva te pa le našla. Bilo je hudo, nisem mogla nič, ni jesti, ne spati, ne počivati, nič samo iskati.
hvala Bogu, da si pa tu. Tako je Marija tolažnica tolikim materam, ki imajo občutek, da se jim otroci izgubljajo. Grejo drugačna pota, kot pričakujejo. Grejo svoja pota. Zgled tolikim materam zaupaj. Marija je bila žalostna, obupala pa ni. Iskala je, kdor išče najde. Iskala je in našla je. Drage matere, bodite podobne Mariji, zaupajte, iščite, molite, ampak zaupajte, Bog je dober. Ignacij nam priporoča, naj v teh razmišljanjih široko odpremo oči domišljije. Odprimo domišljiji svojo pot in naj si predstavlja, kako bi bilo, če bi bili mi zraven. Če bi bili zraven. Kako bi se jaz obnašal, če bi bil eden izmed tistih pastirjev, če bi bil eden izmed Betlehemčanov. In vse to, pravi Ignacij, glej z velikim spoštovanjem, z veliko hvaležnostjo. Skušaj biti blizu tem svetim osebam, pa boš tudi sam premislil oziroma dobil neke vrste posvečenje. K temu pa naj dodam še neke vrste teološko raziskavo. Govor je o učlovečenju. Bog sin se je učlovečil. Težko je najti pravi izraz, ki bi to tako povedal, kakor je najbolj prav. In so teologi iskali in še vedno iščejo, ne najdejo pravega izraza, s katerim bi bili vsi zadovoljni. Ker takrat, ko se je to zgodilo, so ljudje govorili, da je človek meso. Zato smo včasih molili beseda. Kdo je to beseda? Beseda je Jezus, izrečena beseda od svojega očeta. Beseda. Beseda je meso postala. Meso. Za nas, Slovence, je to čudna beseda. Zato, ko smo včasih molili in beseda je meso postala, so teologi rekli, ne, grdo se sliši, beseda je človek postala. To pa ja. Druga Božja oseba je postala človek. Ampak so rekli, ja, če pa piše meso. Meso je postala. Tako so takrat govorili človeku kot človeku, ki je iz mesa. Potem so pa rekli, kaj pa če prevedemo, beseda se je učlovečila. Ja, se je. Morda je to najbolj zadeto. Ampak ni pa po Svetem pismu, ker je meso postala, ne se je učlovečila. Ja, pa po naše pomeni učlovečila, vzela nas človeško naravo, torej učlovečila. Morda bi pa najbolj ustrezalo takratnemu pojmovanju, če rečemo, beseda se je ušotorila. Tam so šotori, tvoj, njegov, njihov, to je pa Jezusov šotor. Ušotorila. Naša beseda tabernakelj pomeni šotor. V naših cerkvah ima Jezus svoj šotor iz tistih starih časov, torej ime tabernakelj je Jezusov šotor, v katerem prebiva. Se je ušotoril. Pa ne samo tabernaklju. Po tabernaklju je Jezus torej Jezus je med ljudmi ušotorjen tudi v cerkvi, ki jo vodi papež. Je ušotoren v škofiji,
v škofu, v vsakem duhovniku, v vsakem verniku, v vsaki župniji, pri vsaki maši, pa v Svetem pismu, pa v cerkvenem letu, od adventa pa do božiča, pa do posta, do velike noči, pa potem do binkošče naprej, do konca leta, pa spet znova. Povsod tukaj je Jezus med nami. Se učlovečuje na te razne načine. Bodimo veseli, bodimo hvaležni, veselimo se, bolj se bomo v to resnico, da je Bog med nami, vsemogočni večni Bog, učlovečen, privzet v človeško naravo med nami, bolj se bomo v to resnico poskušali poglobiti, bolj bomo uresničili naslov naših duhovnih vaj, Odrini na globoko. Vam želim, da vam to čim bolj uspe. Hvala lepa, da smo bili skupaj.